Lepo pozdravljeni. Moj današnji sogovornik je Andrej Stopar. Z njim smo letos že snemali. Bila je ena obletnica avgusta, konkretno obletnica pohoda za delo oziroma za mir. Avgusta je bila ta obletnica. Danes pa snemamo pogovor ob eni drugi obletnici, namreč drugi polovici novembra bo minilo 60 let od atentata na predsednika Johna Fitzgeralda Kennedyja, ki so ga ubili v Teksasu, med obiskom v Teksasu. Morda na začetku nekaj besed na splošno pravzaprav, o teh ubijanjih politikov. To načelno ni nekaj novega, recimo, kdor malo pokuka na Wikipedijo, bo tam našel, da so leta 2270 pred našim štetjem ubili akatskega kralja. Recimo, Pa ta seznam se recimo konča pravzaprav pred 2 leti, ko so ubili haitskega predsednika. Dobro, tisti seznam vsebuje tudi državne udare in podobne stvari, kar pa pravzaprav je ena in ista stvar, namreč nekoga so nasilno odstranili z političnega položaja. Tudi mi nismo tu imuni, tudi naš prostor, nam bližnji prostor, recimo v zadnjem stoletju, recimo leta 1916 so ubili avstrijskega kanclerja oziroma avstrijskega kanclerja Karla Štulka, pa recimo leta 1921 malo po sprejetju videodanske ustave so ubili notranjega ministra. Dobro, to ni vrhovni vodja države, ampak je izpostavljena politična funkcija. Tudi Aleksander je bil v nevarnosti istega leta. Dobro, 13 let kasneje so ga resnici tudi ubili v Marseju leta 1934. Pa verjetno bi v naši okolici našli še kaj, tudi še v kasnejših bližnjih nam obdobjih. Pa se vrnimo zdaj v ZDA. Tudi tam so se relativno zgodaj začeli obračunavati s politiki preko cevi, predvsem pištol, redke je bila puška. Recimo že leta 1835 so poskušali ubiti ali pa vsaj napadli, poskus napada je bil na Andrewa Jacksona, ampak ni uspelo, zato ker pač tista orožje je zatajilo. Potem, če se samo pri predsednikih zadrživa, recimo ubili so 4 predsednike v času mandata, torej Lincolna, Garfielda, McKinleya in pa potem nazadnje zdaj, kot rečeno, pred 60 leti Johna Kennedyja. Poskusa, to se pravi ranjena, sta bila med svojim mandatom tudi 2 predsednika, Theodore Roosevelt pa morda se kakšni starejši med gledalci spomnijo Reagana. Precej hitro, 2 meseca po inauguraciji so že streljali nanj. Oba dva sta napad sicer preživela. Ampak to so zdaj ene od teh napadov. Teh napadov na ameriški predsednik je bilo še več. Če gremo zopet gledati Wikipedijo, tam raznih, kot Američani napišejo, issue, je nebroj. Tudi na najnovejšega predsednika, aktualnega, na Bidena, recimo, je že neka zabeležka tam noter. Pa tudi na nižjih range segajo ti napadi. Moje vprašanje bi morda začniva s tem, kako to, da se v Ameriki, dobro, pustiva zdaj vnemar, zdaj bo kdo dobil občutek, da je Ameriki tega več. Ne. Recimo v rimskem cesarstvu so to, vsakih nekaj let so cesare odstavili na ta način, da so ga skrajšali za glavo. Ampak seveda v današnjem času je Amerika pač mnogo bolj na očeh vsem, pa mediji in tako naprej, tako da to je zdaj pač bolj prezentno. Ampak kljub vsemu, vprašanje je, zakaj se obračunavamo s politikom s pištolo oziroma prek cevi, ne pa na prizorišču, na volišču. No, prizorišče, volišče kot prizorišče se zgodi za okus posameznikov nekoliko preredko, očitno. Vsake 4 leta ali 5 let, oziroma koliko trajajo politični mandati v posameznih okoljih, so za nekatere predolga obdobja, v katerih pač preveč tvegajo in želijo menjavo oblasti. Ampak zanimivo, tukaj, ker govorimo o Ameriki, zakaj preko cevi. Prvi tak poskus je bil leta 1835 7. predsednik Andrew Jackson, ki je pravzaprav bil toliko masla na glavi, da bi ga pravzaprav res lahko nekateri njegovih sodržavljanov želeli odstraniti. Bil sicer zelo uspešen predsednik, ampak Amerika, če pogledamo, kakšno podobo, kakšen imidž je imela Amerika v 19. stoletju, je bila to podoba
neke nenavadne države na drugi celini, recimo, če govorimo skozi evropsko perspektivo, precej barbarske divji zahod pravzaprav, ne? In ta pravica, ki jo Američanom daje drugo ustavno dopolnilo, namreč pravica do nošenja orožja, seveda povezano je sicer to z služenjem v tako imenovanih milicah oziroma v neke vrste civilni obrambi, kamor so pravzaprav sodili vsi svobodni moški, odrasli in z nekim premoženjem, je pravzaprav v veljavi še danes. Ne? In to orožje, ta količina orožja je pravzaprav prepojevala na nek način ameriško družbo od njenega nastanka naprej. Ne? In to je nekako, mislim, da to ni nič nenavadnega, če pride do atentata, da se zgodi to s strelnim orožjem. Ker to orožje je res izjemno lahko dostopno in v številnih primerih, zdaj pa govorim že o 21. stoletju, težko sledljivo. Ne? Če bi seveda šlo za atentat, katerega storilca ne bi takoj identificirali oziroma ga zajeli, ali celo varnostne službe takoj odstranile oziroma ubile. Ne? Pogled nazaj seveda kaže, ne, da je ta frekvenca atentatov na najvišjih ravneh relativno visoka v Ameriki. Relativno bom rekel, no, sej to ni tak pojav, ki bi bil ekskluziven za to okolje. Pa vendarle, ne, mi se pravzaprav niti ne zavedamo, ne, kako pogosto prihajajo do takšnih poskusov, ker včasih jih tajne službe niti ne dajo v javnost te informacije, ne, ali pa smo že prezasičeni z nasiljem v dnevno-informativnih oddajah oziroma v dnevni politiki, v vsakdanjem življenju, da to niti ni tako več nekaj tako zelo novega. Ne? Ampak če samo pomislimo na predsednika Obamo, je bilo uradno znano 7 poskusov atentata. Na Clintona 6. To je ogromno, zelo visoko število. Ne? Zdaj, rekla sva s pištolo ali s puško, ne, pa to ustavno dopolnilo ameriško, ki je očitno huda zapreka za mnoge stvari v Ameriki. To zdaj napeljuje na občutek, oziroma na neko ugotovitev, da gre tu pravzaprav čisto za individualce, ne? Da to ni nekih zarot v smislu politične zarote kot stranka ali kot neka skupina ali kaj takega, ampak da gre za neke proste strelce, bomo rekli. Da, ampak če pogledamo zelo od blizu vse te uspele ali neuspele atentate, ne, če nekdo skuša odstraniti predsednika, je seveda logičen razlog, zakaj predsednika? Zato, ker želi neko politično spremembo. Ne? Ampak za večino primerov, o katerih govoriva, tukaj ni šlo za nek političen motiv. Ni bil to poskus državnega udara v smislu odstranimo predsednika in prevzamemo oblast, ker v te stvari niso bile vpletene ne vojska, ne policija, ne neke zelo številčne in močne skupine, kajti po ustavi tukaj podpredsednik, ki običajno iz iste stranke prevzame seveda funkcije predsednika v primeru, da predsednik umre, in pravzaprav politične neke razlike, perturbacije tukaj ni. Ne? In tukaj recimo lahko govorimo o zelo političnem motivu, mogoče v primeru Abrahama Lincolna recimo. Ne? Takrat po zmagi v državljanski vojni, te zamere konfederacija in pa unija, da, tukaj, seveda, Lincoln je bil oseba, ki je poosebljala unijo v tej državljanski vojni in je zmagoval. Ne? Bil je ubit 14. aprila 1865, recimo. Pravzaprav že skoraj pri koncu državljanske vojne. Pri ostalih so razlogi pravzaprav pogosto, tudi če so ujeli in potem sodili in usmrtili atentatorja, zelo neuprejemljivi. Ne? Ni šlo za neke povezane skupine, ki bi želele politični prevrat. Ne? Tukaj je mogoče v tem pogledu je Amerika zanimiva in izstopa. Ne? Tudi recimo pri poskusu atentata na Ronalda Reagana leta 1981, ne? Živim slučajno blizu, tako rekoč zraven Hiltona, ki je bil prizorišče tega dogajanja, in njegov potencialni morilec je želel po uradnih razlagah imponirati igralki Jodie Foster,
Mislim, takšen razlog za atentat na predsednika, to je res v smislu te konično nore Amerike, ne? Zakaj bi nekdo to počel? In tukaj se mi zdi, da Amerika izjemno izstopa. Kar pa zadeva drugo ustavno dopolnilo oziroma določilo, ta družba seveda je prepojena z orožjem in ima nek poseben odnos do orožja, ampak v smislu dostopnosti, ne, je to težava te družbe. Ne? Kajti, obenem se pa s tem, kar sem govoril, nakazal na neko drugo razlago vseh teh pojavov, tega nasplošno, ne samo atentatov, ampak napadov s strelnim orožjem. Posameznik. Tukaj vidimo, recimo, mi smo pričali veliko bolj ameriško družbo, kot recimo atentate na visoke politike, zdaj zanimajo množična streljanja. Ne? In tukaj je tudi problem v dostopnosti orožja in v posamezniki, ki se za to odločijo in niso del neke širše organizirane skupine, ampak morijo po osebnem impulzu in jih običajno opredelijo za duševno nestabilne. In se to kaže, ta vzorec kaže tako pri atentatih na visoke politične osebnosti, konec koncev, kot pri teh množičnih streljanjih. Ne? In ta razlog, namreč, da mori duševno moteni posameznik z nekega notranjega impulza in da to ni kriva dostopnost do orožja, to je običajen, zelo pogost izgovor ali pa razlaga ameriških konzervativcev. Ti razlagajo fenomen množičnih streljanj na način, da jih pač to storijo duševno moteni posamezniki in družba kot taka. Lahko sicer je zelo pozorna na te duševne bolezni, ampak seveda bolezen je bolezen, vedno se ne manifestira navzven in ne morejo slediti vsakemu posamezniku in žali Bog tako tukaj je. Je pa seveda veliko vprašanje, ne? Če je to res tisti edini razlog, kajti vsak posameznik tako rekoč lahko dostopa do orožja, ki ga pa potem seveda ne zna uporabljati v skladu z recimo temu namenom ali pa v miroljubne namene, čeprav je to seveda anahronistično, kar govorim, ampak vendarle z njim ravna neodgovorno. No? Zdaj si me, v bistvu položil si mi v usta še eno vprašanje, ne? Ko si omenil množično streljanja, pa veliko mrtvih, pa zdaj napad na eno individualno osebo. Ne? V teh primerih se tudi pojavljajo klici k temu omejevanju, kar je seveda zelo pogosta stvar, ali pa tako rekoč vsakokrat, kadar je mrtvih. Pustimo še to ameriško čudno razlaganje, da je pravzaprav kot množično streljanje šele večkrat 4 mrtvi, ali kako že, ne? Kot nek ekscesen dogodek, ne? Če so manj kot 3, torej, če mož ženo ubije in samega sebe, to še ni nič groznega. Torej, ali se tudi v primeru teh političnih napadov daje na plano ta problematičnost dostopnosti? Pri političnih napadih, ne, zdaj bo zvenelo zelo nenavadno, kar bom rekel, ampak političnih napadov je premalo. Premalo, da bi to spodbujalo javno razpravo o tem. Ne. Ta razprava se začne kot en folklorni obrazec. Vsi vemo, kaj se bo zgodilo, ko pridejo v javnost prvo poročilo o novem množičnem strelcu. Razen tega, da nas zanimajo podrobnosti, kaj se je dejansko zgodilo, koliko je bilo mrtvih in kdo je storilec in tako naprej, vse ostalo lahko povemo že vnaprej, ker je obrazec identičen. Posameznik, prizorišče je šola ali kakšno nakupovalno središče, vedno je zdaj v posredi polavtomatska puška, ki je običajno dopolnjena z nabojniki in tako spremenjena v avtomatsko. Zdaj se vprašanje samo, koliko je mrtvih, ne? In potem razprava, ki sledi, je pa demokrati zahtevajo regulacijo področja, omejevanje dostopnosti orožja in tako naprej, republikanci pa obratno govorijo o mentalno oziroma duševno motenem posamezniku in da je orožje sveta pravica, kajti vsak pošten državljan, če ga že imajo nepošteni, ga mora imeti tudi pošten, da brani sebe, svojo družino in svoje premoženje. In to se zavrti v začaranem krogu do naslednjega množičnega streljanja. In prav nič se ne spremeni, mogoče kakšne mile kozmetične popravki, ampak bolj na lokalni ravni, ampak Bog ne daj, da bi se karkoli zgodilo na zvezni ravni. Ne? Bil je sprejet samo en lani kozmetični bolj ali manj zvezni zakon, ki nekako omejuje, ampak
še zdaleč ne dovolj. So pa potem, predvsem konzervativne zvezne države, šle v obratno smer in še olajšale dostop do orožja, kajti pošteni državljani so začutili močno nujo, da se branijo. Ne? In tako smo tukaj, pravzaprav v Ameriki, kjer smo. Ne? In ne kaže kaj veliko, da bi se v tem pogledu v doglednem času lahko karkoli spremenilo. Zdaj, če sva pod istočnico pogovora dala to obletnico JFK-ja, se morava seveda zdaj na koncu pa spet vrniti k JFK-ju. Vemo, raziskovanje tega umora je bilo natančno, dolgotrajno, pa seveda z množico napak takšnih in drugačnih. Bile so filmske upodobitve znanih režiserjev, vrhunskih in tako naprej. Ne? Ampak še vedno je pa bilo v ozadju čutiti zelo močno. To je bila zarota. Ne? Kakšen je pa danes odnos do tega bila je zarota, ubili so ga oni, levi, desni. Čeprav vemo, da pravzaprav politično, kot si že prej omenil, politično dediščino JFK-ja je Johnson izpeljal bolj ali manj do konca. Dobro, razen tiste špekulacije, kaj bi bilo, če bi bil Kennedy pa Vietnam. Ne? Ampak verjetno to je čist brezpredmetna špekulacija. Ne? Torej, a se danes še vedno, recimo, ali so pa še eno vprašanje, nekaj smo zgodinarja, recimo, kaj zdaj s temi arhivskimi fondi, a je to že vse dostopno? Recimo, spomnim se ene druge priložnosti, nekega pogovora s profesorjem Pirjevcem na televiziji, ko je rekel, da bodo neki arhivski fondi britanskega Foreign Officea vezani na čas, takoj po drugi svetovni vojni, šlo pa je za državsko vprašanje, zaprti 100 let. Zdaj, neke stvari so bile rečene, da bodo odprlo ob 60, pa ob 50, pa tako naprej, nekaj bo manj šele ob 70-letnici atentata. Ko itak živih, tisti, ki bi se spomnili, da so bili takrat, da se je to zgodilo, itak ne bo več in bo to že popolnoma brezpredmetna. Kennedy dinastija je pravzaprav ni več, zadnji politik Kennedyjeve družine že kar nekaj let kandidira. Edward Kennedy, vsi ostali so pa pravzaprav politično minorne osebe. Da, zdaj sicer spominja Robert Kennedy na to dinastijo, čeprav je to en tak zelo daljni in bled odmev tega, kar se piše se Kennedy, kaj več pa že težko. In to je to. Zdaj, mislim, da je tukaj bolj umestna številka 70 in 75 let. Jaz nisem zdaj zasledil nič kaj bistveno novega v zvezi s tem, kajti danes sem sicer mačkem pogledal na okolje, ampak tudi recimo ob 60. obletnici je relativno malo govora, malo se je spominjajo. Je pa nekaj drugega. Seveda, teorije zarote, zdaj smo pravzaprav v razcvetu teorij zarote, ne sicer o Kennedyjevem umoru, ampak o vsem ostalem pa. In ni nobenega dvoma, da seveda tudi tisti, ki bodo danes govorili o umoru JFK-ja, bodo govorili o zarotah. Zdaj, uradna razlaga je pač takšna, kakršna je, Harvey Lee Oswald, in potem je bil tudi on ubit. In pri tem pravzaprav uradna razlaga tudi ostaja in se ne spušča v kakršnekoli podrobnosti ali pa kakršnekoli dodatna pojasnjevanja tistih okoliščin, ki jih je preiskava sicer dala na plano, ampak vzbujajo dvome v javnosti. Zgodba je takšna, kakršna je. To je po uradni inačici. Teorij zarot je pa res zelo veliko in bodo cvetele in bodo globoko zakorenjene, tako da tukaj pravzaprav nekako do konca te razprave ni mogoče priti. To je okolje, ki je temu izrazito naklonjeno, od nekdaj bilo, in k tej razpravi pravzaprav spodbuja tudi trenutek, v katerem živimo. In to se ne bo končalo, hkrati pa je tudi, ker, kot si omenil pri vprašanju samem, toliko let je minilo od tega, da ne samo tisti, ki bi se lahko tega spomnili, predvsem tisti, ki bi to lahko zadevalo v smislu neke krivde, seveda jih že zdavnaj ni več in jim nič ne more škoditi. Zato tudi zato pa tudi arhivi ostajajo zaprti toliko časa po nekem dogajanju. In tukaj se bojim, da kaj zelo veliko novega v tem smislu niti ne moreva povedati.
se strinjam, ne, pač očitno Kennedy je bil taka markantna osebnost in to zgodbo se da perpetuirati, ne, in to je zdaj to je vse, kar je tu, ne. Je pa res, ne, da je bil verjetno zaradi svojega smrti tudi tako ikoničen, ne? Pa dobro, mlad predsednik, privlačen, s čudovito ženo, to je seveda po republikanskih predsednikih po drugi svetovni vojni, ne, prineslo eno veliko svežino, ne, v ameriški in svetovni pravzaprav javni prostor, ne. In seveda je Lyndon B. Johnson nadaljeval njegovo politiko. Obstaja nekaj špekulacij, sicer ne, vprašanje, kaj bi Kennedy storil, ne samo glede Vietnama, tudi glede drugih stvari, ne, kajti vedeti moramo nekaj, ne, da Kennedy sicer res, družina so iz Bostona, ne, ampak Johnson je pa recimo bil Teksašan. Ampak to je bila skupina tako imenovanih južnih demokratov, ne, kar pomeni, da so bili to nosilci ideje, ki je danes bližje republikancem, kot pa demokratom sploh, ne, kajti z Johnsonom in z njegovim podpisom obeh teh ključnih zakonov 64 in 65, ne, torej o državljanskih pravicah in o volilnih pravicah, ne, je takrat Johnson izjavil, ne, znameniti njegov citat po podpisu, da so demokrati izgubili ameriški jug s tem. Ne. Dejansko so ga. In do Reagana, potem druga polovica 60 let in 70 leta, to je bilo obdobje enega tako imenovanega velikega zasuka, ko sta obe stranki, torej demokratska in republikanska, zamenjali volilni bazi. In takrat so republikanci prišli na ameriški jug in postali nosilci vseh teh konzervativnih idej, ki zajemajo seveda tudi segregacijo, odnos med rasama in tako naprej. Ne? V Kennedyjevem času je bila to stvar še demokratov, torej demokratske politike. Ne? Zato je veliko vprašanje, kako bi pravzaprav Kennedy zasukal to politiko in če bi jo tako, kot jo je dejansko on zastavil in potem izpeljal Johnson. Ne? To so te špekulacije, ki so pa mogoče umestne, ampak seveda, ker so špekulacije, ne prinesejo do nekega oprijemljivega rezultata, ne? Ampak o tem lahko razmišljamo, ne? Kako bi se pravzaprav posameznik, čeprav predsednik, seveda odločil in zapeljal to politiko, ker Johnson je vedel, kako kislo jabolko je ugriznil in obenem tvegal. Je pa pravilno napovedal. In prišlo je do ene res, ko sem rekel, zanimivega političnega fenomena, kjer je pa verjetno Amerika res ekskluzivna in edinstvena v tem pogledu. Ne. Je pa res, da ima malo, mislim, da je ta sistem, dvostrankarski sistem tukaj tudi precej izjemen. Ne. In da je tako dosleden, da pa menjavajo stranke volilne baze med seboj, ne. To pa je zanimiv fenomen. Ne. Bova zdaj tule kar končala, da ne bo kdo rekel, da sva že preveč v špekulacije zašla, kar ni stvar zgodovinarjev. Andrej, zaenkrat ti najlepša hvala in se priporočamo še za kakšne pogovore v bodoče. Hvala lepa, z veseljem seveda.